Gospodovo veselje je naša moč, v njem najdemo svojo identiteto. V kristjanu ne sme nikoli ugasniti nostalgija po Bogu, saj sicer njegovo srce ne more več praznovati. To so bili poudarki, ki jih je izpostavil papež Frančišek, ko je daroval sveto mašo v kapeli doma svete Marte, danes zjutraj na godovni dan Terezije, deteta Jezusa. Današnje prve berilo iz Nehemijeve knjige opisuje čas, ko se je izraelsko ljudstvo po dolgih letih pregnanstva vrnilo v Jeruzalem. Vendar se je tudi v obdobju Babilonije ljudstvo vedno spominjalo svoje domovine. Ko je končno nastopil dan vrnitve, so pismouku Ezru naročili, naj prinese knjigo postave, in ljudstvo mu je prisluhnilo, ko je bral. Medtem, ko je poslušalo Božjo besedo, je bilo srečno, a je obenem jokalo, oboje skupaj. Kako to razložiti, se je vprašal sveti oče. Je preprosto. To ljudstvo ni le ponovno našlo svojega mesta, kjer je bilo rojeno, Božjega mesta, ampak je, ko je poslušalo postavo, ponovno našlo tudi svojo identiteto. Zato je bilo veselo in je jokalo. Toda jokalo je od veselja, jokalo je, ker je srečalo svojo identiteto. Ponovno je našlo tisto identiteto, ki se je z leti pregnanstva nekoliko izgubila. To je bila dolga pot, je pripomnil papež. Nehemija je ljudstvu dejal: ne bodite žalostni, kajti Gospodovo veselje je vaša moč. Gre za veselje, ki ga Gospod da, ko najdemo lastno identiteto. Le ta se namreč na poti izgubi se med mnogimi pregnanstvi, tudi tistimi, ki si jih zadamo sami, ko naredimo eno gnezdo tu, drugo tam, a nobeno v Gospodovi hiši. Potrebno je najti svojo identiteto.